reči, da sem kot motoristka zelo žalostna, ko vidim motoriste, ki dirajo po mestih brez čelad. To je moje prvo opozorilo. Morda tudi staršem. Veliko otrok ima danes majhne skuterčke. Tudi na teh motorjih je potrebno imeti čelado, če že na kolena in roke ne bomo pazili, dajmo paziti saj na glavo. Skratka, čelada kljub vročini v teh hudih vročih dneh je tista, ki je nujna in najbolj obvezna oprema vsakega motorista. Stanje varnosti cestnega prometa na slovenskih cestah je trenutno še vedno bolj ugodno kot lani, sicer imamo 20% manj smrtnih žrtev kot lansko leto. Umrlo je v letošnjem letu 62 oseb, lani 78, vendar pa se je stanje varnosti cestnega prometa v letošnjem letu, sicer v juniju in mesecu juliju, precej občutno poslabšalo, kjer smo zabeležili kar 33% povečanje smrtnih žrtev. Temi ogroženimi skupinami so najbolj ranljivi in ogroženi vozniki enoslednih motornih vozil, tako imenovani vozniki motornih koles in pa koles z motorjem. Namreč v letošnjem letu so bili vozniki enoslednih motornih vozil udeleženi kar v 634 prometnih nesrečah, od tega jih je umrlo 18, 16 voznikov motornih koles in pa 2 voznika kolesa z motorjem. Še vedno je glavni razlog prometnih nesreč, ki jih zakrivijo motoristi, hitrost. Vendar je kar 40 oziroma nekoliko več procentov prometnih nesreč z motoristi zakrivijo tudi drugi udeleženci v cestnem prometu, zato se želimo danes obrniti tudi na njih. Vožnja z motornim kolesom je dinamična. Z motornim kolesom lahko hitreje spreminjamo smer vožnje kot z osebnim avtomobilom. Zato se dogaja, da jih spregledamo in izsilimo, kar lahko pripelje do teh najhujših posledic. Mnogi vozniki osebnih vozil niso dovolj previdni na motoriste na cestah. Zato moramo motoristi biti dvojno pazljivi. Najprej paziti nase, voziti po predpisih in ne divjati po cestah, hkrati pa moramo paziti tudi na voznike osebnih vozil, ki so izrazito nepazljivi na cestah.